lepa. Še zadnji zelo kratek del, in sicer preden gremo na razpravo, samo en hiter pregled, kaj pomeni vse to, kar ste zdaj imeli predstavljeno v obliki izvedbene zakonodaje, ki jo že pripravljamo na ministrstvu. Posebna uredba bo o pogojenosti, potem bo uredba o neposrednih plačilih, ki bo zajela tako intervencije osnovne dohodkovne podpore, podpore za mlade, za shemo za okolje in za podnebje in okolje, SOPO shemo, in pa vezane podpore. Potem bo posebna uredba o ukrepih KOPOP, o OMD in Natura 2000 plačilu. Potem imamo uredbo za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu. Uredba o dobrobiti živali bo svoja uredba. Potem bo tako imenovana IAKS uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike. Nova je horizontalna uredba za ne IAKS ukrepe, to bo uredba, ki bo določala skupne določbe za ukrepe drugega stebra. Potem bo posebna investicijska uredba, ki bo zajela investicije na področju kmetijstva. In potem je uredba za gozdarske investicije. Še ena gozdarska uredba, sanacija obnova gozdov po naravnih nesrečah. Potem je uredba za zemljiške operacije in namakanje, uredba za mlade kmete, kjer bo, kot je povedala Andreja, poleg vzpostavitve gospodarstva za mlade kmete tudi medgeneracijski prenos znanja. Uredba za sodelovanje v shemah kakovosti, za promocijo. Potem bo spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja, bo spet svoja uredba. Uredba bo posebej za ukrep regijskega pristopa povezovanja. Uredba za podporo projektom EIP, za izmenjavo znanj in prenos informacij, za ukrep konzorcija institucij znanja. In pa uredba za testiranje naravovarstvenih ukrepov na zavarovanih območjih, prav tako svoja uredba, in seveda še LIDAR uredba. Potem so pa še 3 sektorske uredbe za čebelarski, vinski in pa sektor sadja in zelenjave. Seveda vsemu temu potem sledijo pa javni razpisi. In še čisto na koncu nekaj časovnice. Pričakujemo formalno potrditev Evropske komisije nekje do konca meseca ali pa meseca novembra. Nacionalne uredbe se pripravljajo, tako da se bo kampanja lahko pravočasno začela, da bo tudi komunikacijski načrt izveden, namreč novosti je veliko in ta kampanja bo res zelo zahtevna. V prvi polovici leta 2023 začnemo že z javnimi razpisi in z javnimi naročili za ukrepe na drugem stebru in pa seveda sektorske intervencije prav tako. In s tem zaključujem to res obsežno predstavitev. Samo informacija, ta predstavitev je tudi posneta, posnetki bodo na voljo na spletnih straneh, bodo pa razdeljeni glede na vsebine, tako da si lahko vsak pogleda tisti del, ki ga posebej zanima.